COVID smo na koncu danes postavili na mejo običajne bolezni, vsi ukrepi so izginili in pravzaprav so ljudje že pozabili, da smo imeli COVID epidemijo. Interventni zakon je prvič v zgodovini postavil lestvico na to stopnjo, da lahko vsi zdravstveni izvajalci opravijo, koliko zmorejo. Kljub temu, da se število napotnic v sistemu veča, kljub temu, da imamo covidni rep neopravljenih storitev, se čakalne dobe ne povečujejo, ostajajo na isti točki, celo v nekaterih manjših segmentih se minimalno skrajšujejo. Ta učinek skrajševanja čakalnih dob pričakujemo pravzaprav v poletnih mesecih in v jesenskih mesecih tega leta. Na področju neopredeljenih pacientov, to so pacienti brez osebnega izbranega zdravnika, smo vzpostavili ambulante za neopredeljene. Na ta način smo več kot 8000 pacientom omogočili dostop do primarnega zdravstvenega varstva. Naj povem, da smo sprejeli tudi uredbo, kjer bomo zamejili zgornjo ceno dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Še en korak naprej je vlada s komunikacijo v parlamentarno proceduro oziroma v javno razpravo vložila dva zakonodajna predloga, in sicer zakon o ZZZS, Zavodu za zdravstveno zavarovanje, in zakon o digitalni transformaciji našega zdravstvenega sistema.